Živijo tukaj Valentin, ura je 10:11. Danes bom govoril o različnih zmožnostih videnja realnosti. Običajno ljudje, ki so oziroma smo še vedno ujeti v vidimo to fizično realnost samo v smislu videnja določene enodimenzionalne slike. Vidimo samo površino predmetov, vidimo predmete ljudi, kot da so med seboj ločeni. Toda to je zelo omejen pogled, zelo omejeno videnje resničnosti, kajti možno je videti tudi drugačne dimenzije obstoja. Celotna realnost je med seboj povezana, soodvisna, prepletena. Med vsakim delčkom realnosti so določeni odnosi, povezave in to je možno videti. Videti pa je to možno samo, če se osvobodimo od uma, če zaustavimo svoj in se integriramo z svojim fizičnim telesom in postanemo eno z fizično realnostjo. Kajti oziroma umsko-zavestni sistem nam naš pogled frekvenčno omejuje na samo določeno dimenzijo obstoja. V naši družbi zato večinoma dajemo zelo velik pomen na to, kako smo videti na zunaj, zunanja fasada našega fizičnega telesa, in zato se ljudje ličijo, zato se oblačijo v določena oblačila, da bi naredili vtis, in zato se govori na določen način, ki večinoma ni v skladu z tistim, kar v resnici smo, oziroma z tistim, kar v resnici mislimo. Ljudje smo stalno v nekem stanju, ki je podobno kot zapusta, ko si nadenemo masko. Pust je recimo primer simbolnega dojemanja, kako v bistvu vsi stalno nosimo neko masko, kako se skrivamo in kako tudi nismo zmožni videti tistega, kar je za masko. Ko pa se osvobodimo, potem smo zmožni videti več dimenzij ali vse dimenzije obstoja, in za razliko od klasičnega srečanja dveh ljudi, ko nekdo prvič vidi nekoga in ga ne pozna, se naprej do takega človeka vzpostavi odnos nezaupanja, ker si rečeš, tega človeka zdaj prvič vidim, ga ne poznam. Ne vem, kaj je, ne vem, kaj si misli, in tudi zato ne vem, kako bi se do njega obnašal. Obnašati se moram torej previdno. Naprej ga moram imeti za sovražnika, šele potem, ko se skozi dolgotrajno spoznavanje spozna tega človeka, potem šele obstaja možnost, da mu zaupamo. Ko pa razvijemo enkrat to sposobnost večdimenzionalnega videnja, ko se osvobodimo
potem, ko vidimo človeka, tudi če smo ga prvič videli, ga lahko samo enkrat pogledamo v oči in vidimo v njegovo globino, vidimo njegove miselne vzorce, vidimo njegovo naravo, tisto, kar je, kar si je dovolil postati. In potem lahko takoj ugotovimo, kakšne vrste odnosa lahko z njim zgradimo. Seveda je pa glede tega pomembno, da ko mi napredujemo na poti samospoznavanja in osvobajanja od uma, da tudi mi seveda odvržemo svoje maske, da se ne pretvarjamo pred drugimi ljudmi, da ne poskušamo narediti nekega dobrega vtisa, dobrega prvega vtisa, ampak da smo vedno konstantni, stabilni, da smo ljudje integritete in da se do vseh in vedno obnašamo enako. Kajti samo na ta način lahko vzpostavimo zaupanje do samega sebe, ker potem nam ni več potrebno lagati, se pretvarjati, si zapomniti, kaj smo komu kdaj rekli, ampak ker govorimo resnico, potem se ne rabimo več spominjati, kdaj smo se komu kaj zlagali. In tudi ni pomembno, kaj se je zgodilo v preteklosti, ker smo potem vedno lahko v stanju sedanjosti, zavedanja tega trenutka, pozornosti na svoje dihanje in da se obnašamo do drugih tako, kot bi želeli se obnašati, kot bi želeli, da se drugi obnašajo do nas, če bi bili mi v njihovi koži, v njihovem telesu in v njihovem položaju. Osvobajanje od uma torej ne more biti mimo tega, da se zavedamo, da smo vsi del ene realnosti in da tisto, kar delaš drugemu, v bistvu počneš samemu sebi. Vabim vas torej na pot osvobajanja od uma in da boste pri tem čim bolj uspešni. Naj vam bojo v pomoč gradiva, informacije, spletni tečaji, ki smo jih razvili pri Destiny skupini. Povezave do njih najdete v opisu tega videoposnetka. In želim vam, da boste čim bolj odprli oči, da boste videli čim večji del realnosti in da boste videli, kakšna je resnica te realnosti. Hvala in nasvidenje.